Rak trebušne slinavke je med redkimi raki, pri katerih suhoparna, a za obolele izjemno boleča statistika, ki odraža nemoč sodobne medicine na nekaterih področjih, pove, da se v zadnjih desetletjih še vedno ni kaj dosti spremenilo. Bolezen je praviloma odkrita prepozno, posledično je prognoza pri raku trebušne slinavke slaba, pravzaprav ena najslabših. Zato me zanima, kakšno pomoč in podporo obolelim zagotavljate v sklopu združenja, ki ga vodite in v okviru katerega ste v zadnjih letih pripomogli k bistveno boljši ozaveščenosti o pomenu poznavanja in tudi prepoznavanja simptomov te sicer težko prepoznavne bolezni, posledično pa tudi k zgodnejšemu diagnosticiranju. Ja, dejansko je to eden od najtežjih rakov v skupini rakov prebavil. Čeprav, kot ste omenila, so bila naša prizadevanja od leta 2019, ko smo šli z našo kampanjo, lahko rečem, da dosegamo nekoliko boljše rezultate. Namreč namen naše kampanje je bil predvsem, da bi te rake odkrivali v zgodnejši fazi, ko so tumorji majhni in ko je možno tudi operativni poseg, torej predvsem povečati število bolnikov, ki bi imeli operacijo in potem jasno podvrženi tudi sistemski kemoterapiji in, če bi bilo potrebno, tudi obsevanju. Lahko rečem, da je bilo to v času covida. Problem je bil, da so bile tudi zlasti diagnostične službe precej zaprte in da so naši bolniki imeli otežen dostop do ugotavljanja svoje bolezni, do diagnostike. Medtem ko je Onkološki inštitut delal neomajno, stalno. In tudi prvi rezultati se niso uresničili, da bi nekako zmanjšali ali pa izgubili v prvem letu covida tam okrog 20-30%, jih je bilo k sreči le 10%. Drugače pa je pri bolnikih, ki so čakali na diagnostiko. Cilj združenja je bil vedno in še vedno je, da bi naši bolniki, zlasti pa pravzaprav vsi z raki prebavil, bili obravnavani nekako v enem mesecu. To so tudi smernice narekujejo tako obravnavo, vendar žal do tega ni prihajalo. Številni bolniki so morali zaradi tega, da pospešijo svoje zdravljenje v dobrobit čim prejšnjem začetku zdravljenja, poiskati pomoč v centrih za samoplačništvo, kar seveda, računite, to je kar okrog 7 preiskav. To so si lahko privoščili samo tisti, ki so imeli na razpolago ta sredstva. Kar je pravzaprav zelo žalostno sporočilo, ker vemo, da si vsi tega preprosto ne morejo privoščiti, niti se ne znajdejo v sistemu kot takem, da bi prišli do prave preiskave, do pravega strokovnjaka. Taki so se v veliki meri obračali na nas, tako da bom rekla, mi to rečemo telefonsko svetovanje in ga izvajamo od covida dalje. Praktično ni dneva, da nas nekdo ne pokliče in kaj so njihove želje in potrebe, kam naj se obrnemo na preiskave, kje mislite, da bo najboljše, bomo plačali. Za mene, jaz se zelo veliko ravno s tem svetovanjem ukvarjam in mi je vedno hudo, ker ne vem, koga imam na drugi strani, ali mu to lahko ponudim ali ne. Z velikim veseljem lahko ponudimo to tistemu, ki samo meni, ker ne veš, sredstva, recimo, če bi bilo potrebno opraviti vse preiskave samoplačniško, da pridejo na vrsto v 3 tednih, potem je to kar nekaj sredstev denarnih. Kar se pa tiče potem zdravljenja, tisti bolniki, ki so operirani, lahko rečem, da so dovolj hitro operirani
In mi ugotavljamo, da je najbolje nekako se izide pri tistih bolnikih, ki pridejo bodisi v bolnišnico preko urgence, zaradi poslabšanja stanja, zaradi porumenitve ali pa ostalih zapletov, ti potem ostanejo v bolnišnici, so hitro diagnosticirani in tudi spuščeni v postopek, bodisi operacija, bodisi sistemska kemoterapija, karkoli potrebujejo. Jasno, vsi tega niso deležni. Ne? Kateri pa so po vašem mnenju ključni izzivi na tem področju? Česa bi se morali v sistemu kot takem najprej lotiti? Kajti glede na to, kar omenjate, kar slišite v sklopu telefonskega svetovanja, vse to zdi kot nekakšen zelo slikovit in hkrati tudi boleč odraz tega, kar se dogaja v našem zdravstvenem sistemu, v javnem zdravstvu. Kaj nam sporočajo bolniki? Številni so nažalost ostali brez primarnega zdravnika, torej brez prvega stika bolnik-zdravnik, in je včasih, ker za svoje preiskave potrebujejo napotnice, tudi ta pot dolga. Kot sem že omenila, čakalne dobe so v javnem zdravstvu predolge in zato se številni poslužujejo samoplačništva, kar tudi ni v redu. Na preiskave hodijo v različne centre po Sloveniji. Včasih, ko se zberejo vsi ti rezultati pri primarnem zdravniku, se ugotovi, da niso najboljši. Zato, kaj bi si mi v združenju želeli? Predvsem nek center, diagnostičen, kjer jasno, to je treba nekako sistemsko urediti v Sloveniji, kjer bi bili bolniki lahko obravnavani na enem mestu, torej celotna diagnostika, naj bo opremljen vrhunsko, lahko je za vse bolnike v Sloveniji, kjer se bodo tudi nahajali vsi, bom rekla, izvidi in bi bili potem bistveno prej poslani v obravnavo. In isto tako si želimo tudi za en kirurški center, kjer bi bili potem tudi operirani. Namreč, treba je povedati, da se naši bolniki operirajo kar v številnih bolnišnicah. Zdaj, kakšni so rezultati, kar seveda ni dobro. Dobro je tisto, kjer se opravi veliko operacij. Namreč, mi se ne moremo primerjati z Evropo, ne? Ker je Slovencev bistveno manj, ampak vsaj ena količina operacij bi bilo pa prav, da se v tem centru opravijo. In drugo, kar se ugotavlja in kar bi si želeli, da bi si po diagnostiki, ko se že ugotovi stanje bolezni, vsi bolniki bili deležni multidisciplinarnega konzilija, da bi ta določil, kakšna je najboljša obravnava za posameznega bolnika. Kako pa po vaši oceni na bolnike in na njihovo diagnostično pot vpliva stavka zdravnikov, ki zdaj traja že 8. teden? Ja, nažalost, tu je spet nekako tako, kot je bilo v času covida, ne. Številni čakajo kar dolgo. Recimo, morda so naši bolniki še malo izvzeti, ne. Sam v enem mesecu, 2 mesecih ne opravijo nažalost vseh preiskav, kar pomeni, da je lahko za posameznika tudi usodno, ker čim dalj se odlaša posamezna preiskava, kasneje pridejo do ustrezne obravnave. Kar je zlasti problematično pri raku trebušne slinavke, kjer vemo, da je čas tisti dejavnik, na katerega ni mogoče čakati, pri katerem ni mogoče oklevati. Ja, tako pri trebušni slinavki, kot tudi pri vseh rakih prebavil. Namreč, treba je povedati, da pri rakih prebavil, razen pri raku debelega črevesja in danke, zaradi dobrobiti odličnega programa SWIT, ki pa so ga deležni
bom rekla, bolniki od 50. do 74. leta, mi dosegamo 5-letno preživelost, tam nekje do 65%, kar lahko primerjamo z ostalimi raki. Medtem ko z vsemi ostalimi našimi raki je pa 5-letno preživetje tam nekje do 10%, pri trebušni slinavki manjše. Vendar bi ob tem rada poudarila in tudi povedala, da mislim, k sreči pa imamo in beležimo v zadnjem času tudi bolnike, ki so bili operirani pravočasno, ki so sistemsko zdravljeni in ki živijo že 6. leto. To je, imamo, bom rekla, tudi prikaz bolnika v našem koloskopu in si ga lahko res ogledajo tudi vsi ostali, kljub številnim zapletom, vendar ob vsej sodobni obravnavi, od kemoterapije in to, mislim, je preživetje tako. In tudi še nekaj takih bolnikov, pa tudi, bom rekla, starostnikov, ki živijo tudi že 4. leto. Tako da upajmo, če bomo nadaljevali s tem tempom ozaveščanja in tudi nenazadnje opogumljanja naših bolnikov, da bodo osveščeni, potem se dajmo nadejati tudi malo boljšega preživetja. To je zagotovo dober obet, pa tudi spodbuda za vse, ki hodijo po tej poti premagovanja kateregakoli raka prebavil, kaj ne? Absolutno. Mi bi si celo želeli, ugotavljamo zadnje čase, da pravzaprav premalo bolnikov ve sploh, da obstajamo. In se trudimo, kako povečati našo skupnost, ker le z izmenjavo mnenj, z soočenjem, kako eni preživljajo bolezni in ob tem, ker jih spremljajo tudi svojci, mislim, da bi bila to velika dobrobit, če bi se tudi simptomi širili in vsa ta, bom rekla, prizadevanja, za kar se borimo v združenju. Tako da zdaj smo zagnali tudi eno kampanjo v bistvu, da bi radi pridobili in privabili nove člane, ker mislimo, da bi s tem bistveno izboljšali tudi širjenje o vseh rakih prebavil. Spodbudno pa je tudi to, da so se vam v združenju pridružili mladi, ki lahko z delitvijo svoje izkušnje pomagajo tudi vrstnikom, za katere je logično, da če so zdravi, če nimajo težav, o tovrstnih zadevah pravzaprav niti ne razmišljajo kaj dosti. To je res. Zlasti zaskrbljujoče stanje je kljub dobrim rezultatom programa SVIT pri raku debelega črevesja in danke, da stroka ugotavlja, da v zadnjem času obolevajo mlajši bolniki v starosti tam tudi od 20 do 50 let. Iščejo se vzroki, vendar točno do vzrokov, kaj privede do obolevnosti, se še ni dognalo, niti v Ameriki, niti pri nas. Vendar očitno je problem v tem, da mladi pravzaprav ne verjamejo, da gre za resno bolezen. Prepozno pridejo k svojemu zdravniku, ker mislijo, da so to hemoroidi ali karkoli drugega, da bodo težave izzvenele. Pa mogoče tudi to, ker ravno problem pri raku debelega črevesja in danke je, da ni nekih znakov, ki bi takoj lahko povedali, to pa gre za raka debelega črevesja in danke. In moram tudi poudariti, da tudi ko se odpravijo k zdravniku, tudi pri zdravniku, pri posamezniku traja kar nekaj časa, pa tudi nekaj mesecev, da se bolezen ugotovi. Jasno, malo je tudi pač sistem življenja tak, ker meni se ne more zgoditi nič, ne?
in potem pride v bistvu do tega. Žal so pa taki pacienti ponavadi odkriti v višjih stadijih, ko je zdravljenje bistveno težje. Kako pa v Združenju Europa Colon ocenjujete kakovost, varnost in celovitost zdravljenja, ki ga obolelim zagotavlja slovensko zdravstvo? Kateri so na tem področju po vaši oceni ključni izzivi, ki zahtevajo oziroma bi zahtevali takojšnje ukrepanje? Mi v združenju ocenjujemo, da v primerjavi tudi z evropskimi državami imajo naši bolniki pravzaprav vse, kar potrebujejo pri svojem zdravljenju. Imamo državni program, imamo vsa zdravila, ki so trenutno na razpolago, in pravzaprav imajo individualizirano zdravljenje. Glede na tumor dobijo ustrezno, imamo tarčna zdravila, imunoterapijo in to je velika sreča. Tudi glede kakovosti, jaz mislim, da to, kar se je zgodilo v zadnjem času, da je bil to splet nekih žalostnih okoliščin in da do tega več ali manj, vsaj da bi mi v združenju vedeli, ne prihaja. Lahko da pride do kakšne nekvalitetne obravnave ali karkoli, to smo že zvedeli, ne? Ampak potem v takem primeru bolniki, če niso zadovoljni z zdravljenjem v eni instituciji, in to zlasti tisti, ki imajo podporo svojcev ali kakšnih prijateljev, ti poiščejo pot zdravljenja v drugi instituciji. To vemo, da obstaja, ne? Ampak drugače pa mislim, da ne vem, to zadnje, kar se je dogajalo, je bilo res pač splet nesrečnih okoliščin, ne? Tako da jaz na to ne bi. Vsi smo ljudje, tudi v tujini se kaj zgodi. Edino problem je v tem, da na žalost se pri nas o tem premalo govori. Pa bi se morali. Pri tem govoriva o zamenjavi pacientov in o posegu opravljenem pri napačnem pacientu. Kaj ne? To je to. Drugače pa mislim, da ni, da bi lahko pohvalila Onkološki inštitut in kot osrednjo terciarno institucijo, da se res trudijo in da bolniki dobijo tisto, kar potrebujejo. Kaj pa bi bilo treba narediti, da bi na splošno izboljšali prepoznavo rakavih obolenj na prebavilih in tako omogočili pravočasno oziroma pravočasnejšo prepoznavo ter učinkovitejše zdravljenje, s tem pa tudi boljše preživetje obolelega? Mislim, da je tu ključno predvsem o tem, pravzaprav ključno je zaveščanje. O tem je potrebno govoriti in še enkrat govoriti. Nažalost je to skupina bolnikov z raki prebavil okoli 3000 na leto, kar je v bistvu velika skupina, in še vedno nekako prevladuje stigma, da o svoji bolezni ne radi govorijo. Potrebno je govoriti. In mi vedno tudi poudarjamo vsem tem, ki se obrnejo na nas, ne pustite jih bolnika, da pride sam v ambulanto, spremljajte ga, kajti tu se jasno, vsi so šokirani, zlasti na prvih preiskavah, pa tudi če ga spremljajo kasneje, namreč dobijo informacij nešteto in je sigurno nemogoče, da bi vse zapopadli, kaj pravzaprav je zdravnik povedal. Zato tudi pozabijo vprašati, zato je naš nasvet skupaj s tistim, bodisi svojcem, bodisi prijateljem, bodisi znancem, ki jim zaupajte. In tudi vsi pripravite vprašanje in na takem posvetu naj sprašujejo tudi vaši spremljevalci, ker to je potem najboljša pot, da se zapomni dejansko, kaj bolezen zahteva, in nobeno vprašanje ni trapasto vprašanje. Pa če se še komu zdi tako neumno, kar pogumno vprašati.